V srednjem delu programa te slovesnosti pa bosta podrobnosti tega zgodovinskega projekta predstavila akademik profesor dr. Jože Krašovec, glavni urednik, in izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof in član prevajalske ekipe. Prisrčno vabljeni, profesor Krašovec. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji. V letih od 1981 do 1996 smo pripravili novi komentirani ekumenski prevod Svetega pisma po vzoru francoske ekumenske izdaje. S tem smo nadomestili prvo slovensko ekumensko izdajo iz leta 1974, ki jo je britanska biblična družba ponatiskovala desetletja brez uvodov, opomb in seznama referenc. Slovenska javnost je zato tako rekoč zahtevala nov, bogato komentiran prevod Svetega pisma. Ko sem končal specialistični študij v tujini in sem začel predavati na teološki fakulteti, mi je ugleden župnik velike mestne župnije presenetil s pozivom: pripravite nov prevod Svetega pisma z uvodi in opombami, sicer bo vse hudič vzel. Ta poziv izraža preprosto dejstvo, da v Sloveniji nimamo kopice bibličnih komentarjev kot drugi veliki narodi, zato je izdaja Svetega pisma s komentarji za večino ljudi edini uporabni priročnik. V obdobju od leta 1980 do leta 2024 sta pri nas nastala kar dva prevoda, ki sta bogato komentirana. Potek priprave komentiranega ekumenskega prevoda je obširno dokumentiran v monografiji Med izvirnikom in prevodi iz leta 2001. Po vzoru francoske La Bible de Jérusalem z mandatom Slovenske škofovske konference smo pripravili ta prevod, ki ga danes predstavljamo. Tako smo po 10 letih pričakovanja dobili končno verzijo uradnega prevoda Svetega pisma. Vsaj 40 let se je govorilo o tem, da potrebujemo uradni prevod Svetega pisma. Ta prevod lahko imenujemo literarni prevod iz izvirnih jezikov. Uvode, opombe, obsežne sezname referenc in bogate dodatke smo prevzeli iz francoske La Bible Jérusalem, ki ima drugačen koncept komentiranja prevoda, kakor francoski ekumenski prevod. Če francoski ekumenski prevod daje prednost stvarnim opombam, La Bible de Jérusalem daje prednost temeljnim teološkim premislekom klasiko naše kulture od antike do danes. Naš novi uradni prevod Svetega pisma kljub temu ne ukinja prejšnjega ekumenskega, ampak ga v vseh bistvenih postavkah dopolnjuje. To je končno razvidno že iz dejstva, da so v obeh francoskih tipih komentiranega prevoda v veliki meri sodelovali isti strokovnjaki iz celotnega francoskega govornega področja po svetu. Podobno kot Francija in veliko drugih držav ima zdaj Slovenija dva komentirana prevoda, ki so veliko pogledih dopolnjujeta in tako bogatita naš verski in kulturni prostor. S tem smo dobili izvedbo dveh paradigem prevajanja in komentiranja Svetega pisma, ki sta značilni za celotno zgodovino judovstva in krščanstva od antike do danes. Ekumenski prevod v slovenskem in v srednjeevropskem prostoru v marsičem spominja na Lutrovo nemško individualistično ideološko izročilo, osredotočeno na doktrino o pravičenju in na postavko sola scriptura. Novi uradni prevod pa je z izrazitim in celostnim obratom k virom izvirnega svetopisemskega besedila in izredno bogate in ustvarjalne razlage Svetega pisma pri cerkvenih očetih uveljavlja vsestransko, univerzalno,
torej katoliško razsežnost iskanja edinosti z odprtim vrednotenjem vseh, torej neselektivno izbranih virov bogatega zapuščine judovstva in krščanstva. To velja tako za prevajanje in razlaganje besedišča, metafor, simbolom, sloga in retorike, kot za dediščino kulture in splošne znanosti. V bogati družbi drugih evropskih prevodov ta prevod v bistvenih postavkah sledi zgledu literarne tradicije angleške King James Version, ki že 400 let po vsem svetu deluje kot najmočnejša gonilna sila razvoja jezika, literature, drugih umetnosti in znanosti. V predgovoru in v glavnem uvodu naš novi prevod Svetega pisma nudi izčrpne podatke o okoliščinah, o postopku nastajanja in o značilnostih tega obsežnega in zahtevnega dela. Med 2 leti trajajočim delom sklepne usklajevalne redakcije pa se je ponudila še priložnost, da sem pripravil knjižnico z naslovom Okoliščina nastanka in značilnosti celotnih slovenskih prevodov Svetega pisma. Povod za to je pred 2 letoma dala profesorica doktorica Nika Kocijančič z vabilom v okviru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, da za zbornik Zgodovina slovenskega literarnega prevoda, ki je izšel lansko leto, napišem prispevek o prevodu Svetega pisma v obdobju po reformaciji. Univerza v Ljubljani je novembra leta 2023 vsem avtorjem monografije Zgodovina slovenskega literarnega prevajanja dodelila priznanje, kot je navedeno, za najodličnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2023. Po vseh dosedanjih objavah o okoliščinah in priprave in o značilnosti vseh 7 celotnih slovenskih prevodov Svetega pisma se zdi smiselno, da v tej strokovni predstavitvi temeljne podatke, ki so navedeni v predgovoru in v glavnem uvodu same izdaje novega prevoda Svetega pisma, dopolnim z ugotovitvami, ki se bolj redko pojavljajo v izdajah prevoda Svetega pisma. Osredotočil se bom na predstavitev izvornih osnov našega prevoda v več kakor 1000-letni zgodovini nastajanja Svetega pisma in v več kakor 2000-letni zgodovini prevajanja Svetega pisma v razne jezike. Na začetku vsakega projekta prevoda Svetega pisma morajo prevajalci in drugi sodelavci razrešiti vprašanje, na katere vire se bodo oprli. Danes je samoumevno, da ne prevajamo iz prevoda, kot sta grški prevod Stare zaveze, iz sklepnega obdobja Stare zaveze ali iz latinske vulgate iz konca 4. stoletja, ampak iz izvirnih jezikov. Staro zavezo torej iz hebrejščine, aramejščine, grščine, novo zavezo iz grščine. Zaradi vračanja k virom pa morajo vsi prevajalci toliko bolj upoštevati vsaj 3 med seboj povezane okoliščine. Prvič, povečan obseg in pomen znanosti tekstne kritike, ki poleg izvirnika vključuje starejše prevode Svetega pisma. Drugič, pričakovanje bralcev potencialnega prevoda Svetega pisma, da bo prevod ustrezal najvišjim standardom visoko razvite literarne ravni prevodnega jezika, skupaj z vso dediščino zgodovine literarne kritike. Tretjič, judovska in krščanska doktrina, da izvirno besedilo Svetega pisma ni nastalo kot privatno ustvarjalno delo, temveč po posebnem navdihu kot Božja beseda. Proroki so se najbolj brezpogojno sledili notranjemu imperativu, da ne smejo zapisati niti črke o svojem imenu, temveč samo to, kar so prejeli po navdihu od Boga. Posledica tega njihovega prepričanja je, da tako v judovstvu kot v krščanstvu Sveto pismo velja kot knjiga knjig, ki je v vsebinskem
in oblikovnem pogledu nedotakljiva in nespremenljiva. Zato prevodi Svetega pisma za potrebe skupnosti nikoli niso veljali kot privatno delo predrznih posameznikov, temveč kot privilegij posebnega poslanstva, ki ga izbrani prevajalci prejmejo od skupnosti, verujoči skupaj z neprimerljivo moralno odgovornostjo. S to zavestjo so prevajalci doslej celotno svetopismo prevedli v 736 jezikov, Novo zavezo dodatnih 1658 jezikov, manjše dele Svetega pisma pa še v dodatnih 1264 jezikov. To je podatek po Wycliffe Global Alliance. Prvo pomembno vprašanje, kako je z možnostmi iz mejo pluralizma pri stopih prevajanja Svetega pisma. Cilj prevoda Svetega pisma je ustvariti besedilo v drugem jeziku približno v enakem slogu, kot je slog izvirnika. Ko razpravljamo o pristopih v prevajanju, upoštevamo dejstvo, da so različne svetopisemske knjige bile napisane kot rokopisi, ki so bili večkrat prepisani in vključeni v večje literarne enote. Rokopisi začetnih odlomkov se vsaj v celoti niso ohranili, obstaja pa na tisoče izvodov prepisov večjih ali manjših delov stare in nove zaveze. Ko so iz prvotnih odlomkov nastale knjige raznih literarnih vrst in zvrsti, so jih prevedli v jezike, kot so grščina, aramejščina, sirščina, kopščina, armenščina, etiopščina, latinščina in tako dalje. Vsak od teh antičnih prevodov nam je danes na voljo v številnih rokopisih. Strokovnjaki tekstne kritike so vse svetopisemske rokopise zbirali in preučevali več 100 let in najpomembnejše izsledke vključili v tekstno-kritični aparat sodobnih izdaj hebrejske, aramejske in grške stare zaveze ter grške nove zaveze. Najsodobnejše tekstno-kritične izdaje izvirnika uporabljajo vsi dobri prevajalci Svetega pisma v svetu. V diskurzu o prevajanju je govor o pomenu besed, besednih zvez in stavkov v ožjem in širšem kontekstu besedil. Naravne besedišča je veliko govora o osnovnem pomenu posameznih besed, o večpomenskosti besed, ki izražajo duhovne pomenske odtenke, ter o vlogu besednih zvez, stavkov in odstavkov. Vsaka beseda v stavku prispeva k pomenu. Prevesti želimo pomen sporočila kot celote, ne le besed v izolaciji. Prevajalci morajo upoštevati številne načine interakcije besednih pomenov, ko se pojavijo v diskurzu. Človekova sposobnost dojemanja resničnosti v razponu od najbolj materialnih do najbolj duhovnih vidikov resničnosti ima za posledico, da je veliko besed in metafor večpomenski. Kakšno vlogo ima pri vsem tem grški prevod Svetega pisma? V zgodnji in pozni antiki ter na začetku novega veka so nastali prevodi izjemnega duhovnega kulturnega vpliva, ki so postali del velike dediščine, ki jih mora vsak prevajalec Svetega pisma poznati in po presoji upoštevati kot vir ali model. V zadnjih stoletjih pred Kristusom je 70 judovskih strokovnjakov v helenistični Aleksandriji v Egiptu pripravilo grški prevod stare zaveze, ki zaradi izredne razširjenosti grščine velja kot najvplivnejši antični prevod Svetega pisma. Naslov Septuaginta pa označuje celotno skupino 70 prevajalcev. Prvi grški prevodi so nastali v Egiptu že v prvi polovici 3. stoletja pred Kristusom, če ne že prej. Sporedno so v Palestini in v Babiloniji morda nastali aramejski prevodi odlomkov Svetega pisma stare zaveze za liturgično rabo v sinagogah, vendar tega ni mogoče zanesljivo dokazati.
kaže, da je grški prevod imenovan Septuaginta najstarejši prevod sploh, vsekakor prvi pisni prevod Svetega pisma. Prevajalci v grščino, ki sodi med indoevropske jezike, pa so se spopadali z veliko večjimi problemi, kakor prevajalci v aramenščino, ki se uvršča v isto severno-zahodno semitsko jezikovno skupino. Pri prevajanju so morali preseči razlike med dvema jezikovnima sistemoma in razlike med dvema kulturama oziroma religijama. Ta proces pa gre naprej v območje Rimskega cesarstva. Od avtoritet, ko je sveti Avguštin, imamo podatek, da je v 4. stoletju že obstajalo nepregledno število prevodov Svetega pisma v latinščino. Prvi latinski prevodi Svetega pisma so bili precej dobesedni. Zanje je nasplošno značilno, da so bolj ali manj dobesedna replika aleksandrijskega grškega prevoda Septuaginte. Nastajali so v različnih krajih, v različnih časovnih obdobjih in so delo različnih avtorjev, zato so zelo raznovrstni, a nasplošno so bolj zvesti hebrejskemu izvirniku, kakor grška Septuaginta. Da bi dosegel eno avtorizirano besedilo, ki bi veljalo za celotno cerkev, je papež Damas I pooblastil Hieronima, da pripravi eno zanesljivo latinsko verzijo prevoda. Iz Hieronimovih predgovorov k prevodom svetopisemskih knjig iz številnih pisem in drugih del lahko razberemo, da je bil Hieronim zelo izobražen v klasični literaturi, literarni kritiki in v retoriki. Svoje retorične sposobnosti in znanje je pogosto praktično preizkusil v pisanju pisem in drugih del. Ko je začel prevajati Sveto pismo in pisati komentarje, je nujno prišel precep. Zavedal se je, da resnica Svetega pisma daleč presega vse poganske ideale in vzore, zato je namesto klasične retorike začel poudarjati preprostost izraza in točnost v prevajanju. Kljub temu se klasičnim literarnim in retoričnim vzorom ni mogel odreči. Pri prevajanju Svetega pisma je ubiral srednjo pot med strogo dobesednostjo in parafraziranjem, ker je čutil, da je poseben pomen vsakega posameznega besedila in melodiko poetičnih besedil v dobrem prevodu mogoče ohraniti. Izredna volja po nenehnem izpopolnjevanju znanja, dolga doba prevajanja Svetega pisma, različno stanje predlog in že obstoječih latinskih prevodov, kronična preobremenjenost, obdobje bolezni in še marsikaj pojasnijo, zakaj so prevodi posameznih knjig zelo različni glede na točnost in skladnost z izvirnikom. Pri prevajanju Nove zaveze Hieronim očitno ni imel velikih težav. Izvirno besedilo je nasplošno zelo jasno, dokaj dobro pa je bilo prevedeno že v prejšnjih latinskih prevodih. Razlog revizije je bila želja, da se namesto številnih različnih prevodov doseže en sam avtoriziran prevod. Veliko večji izziv je bil pri prevajanju Stare zaveze. Tu se je Hieronim moral soočiti s hebrejskim izvirnikom in številnimi grškimi prevodi, predvsem Septuaginto. Razlike med prevodi so ga prepričale, da je treba iti k izvirom, torej k hebrejski resnici. Toda prav njegovo načelo Hebraika veritas je razlog, da imamo v Vulgati prevod, ki nasplošno dobro odslikava hebrejsko jezikovno in literarno strukturo, čeprav so glede na točnosti prevoda med knjigami velike razlike. Zaradi tega načelno nikoli ni bila sporna praksa, da se kasneje prevajalci Svetega pisma praviloma naslanjajo na Vulgato, dokler ni v novejšem času popolnoma prevladalo načelo Hebraika veritas.
Prek Vulgate je hebrejski svet vere, vrednot, jezika in literarnih oblik prišel v širni svet rimskega cesarstva, pozneje v vso Evropo in končno z evropskimi verskimi, kulturnimi in znanstvenimi misijami v ves svet. In zdaj osnova našega prevoda. Na praznik svetega Hieronima 30. septembra leta 1943 je papež Pij XII. Izdal encikliko z božanskim navdihnjenjem duha Divino Afflante Spiritu, v kateri strokovnjake svetega pisma poziva k novim prevodom svetega pisma v ljudske jezike, pri kateri se kot vir uporabljajo izvirni jeziki in ne latinska vulgata, ki je bila do takrat besedilna podlaga za vse katoliške prevode svetega pisma v domače jezike. Enciklika odpira sodobno obdobje katoliških bibličnih študij s spodbujanjem študija tekstne kritike, ki se nanaša na samo besedilo svetega pisma in njegov prenos, in s tem enciklika dovoljuje uporabo zgodovinsko-kritične metode, ki se na podlagi teologije, izročila Cerkve in cerkvene zgodovine opira na zgodovinske okoliščine besedila ter postavlja hipoteze o vprašanjih, kot so avtorstvo in datiranje ter o podobnih vprašanjih. Ker je liturgija katoliške cerkve temeljila na enotnem latinskem prevodu svetega pisma na Vulgati, se je zdelo potrebno, da se enotnost svetopisemskega besedila ohranja tudi v prevodih ljudske jezike. Na izvorna besedila svetopisme z hebrejščine, aramejščine, grščine so se prevajalci navadno sklicevali le zato, da bi pojasnili natančen pomen latinskega besedila. Enciklika pa poudarja pomen vestnega študija izvirnih jezikov in drugih sorodnih jezikov, da bi prišli do globljega in popolnejšega poznavanja pomena svetih besedil. S posebnim poudarkom v pomembnost tekstne kritike enciklika ne odpira samo nove osnove in možnosti za ustrezen prevod svetopisemskih besedil, temveč tudi za komentiranje besedil v uvodih in opombah na podlagi ogromnega bogastva izročila razlaganja svetega pisma, ki se je ohranilo v raznih jezikih. Logični vidiki komentiranja so zgodovinski, jezikovni, literarni in teološki. Tragične posledice obeh svetovnih vojn so pospešile prizadevanje za ekumenski dialog med cerkvami in s tem tudi zbliževanje kriterijev za pripravo komentiranih prevodov svetega pisma. Nove okoliščine so postale poseben izziv za francosko biblično arheološko šolo v Jeruzalemu, da so pod njenim okriljem strokovnjaki iz celotnega francoskega govornega področja po tem načelu začeli pripravljati čisto nov francoski prevod svetega pisma iz izvirnih jezikov in so ga opremili z bogatimi opombami. Posebno pozornost so posvetili večpomenskosti temeljnega teološkega besedišča, ki se pojavlja v različnih literarnih vrstah in zvrsteh. Prvi rezultat njihovega načrtnega dela je knjižnica 43 knjig komentiranega prevoda Stare in Nove zaveze, ki je izšla 1947. leta. Na osnovi te knjižnice je manjša skupina najbolj uveljavljenih strokovnjakov pripravila zgoščene uvode, opombe in preglednice za izdajo v eni knjigi, ki je izšla 1956. leta. V naslednjih revizijah izdaje v eni knjigi je redakcijo opravila nova generacija strokovnjakov. Že prva izdaja v eni knjigi z leta 1956 je pritegnila svetovno javnost, kjer je prevod nastal pod okriljem francoske biblične arheološke šole v Jeruzalemu, ki jo podpira Ministrstvo za znanost Republike Francije, so nove revidirane izdaje dobile naziv La Bible de Jérusalem.
Leta 1975 pa se je med katoliškimi in protestantskimi strokovnjaki Svetega pisma na francoskem govornem področju porodila ideja o skupnem ekumenskem prevodu Svetega pisma. Od takrat naprej so nekateri avtorji La Bible de Jerusalem sodelovali v usklajevanju obeh verzij. Posrečen celosten pristop izdaje La Bible de Jerusalem v eni knjigi je pritegnil pozornost strokovnjakov številnih jezikovnih skupin po svetu, da so po vzoru tega francoskega komentiranega prevoda začeli pripravljati prevod Svetega pisma v razne evropske svetovne jezike. Vsi so se oprli na strukturo prevoda francoske izdaje. To je pomembno poudariti, ker strokovni komentarji ponujajo zelo različne kriterije razčlenitve besedil, avtorji komentiranega prevoda Svetega pisma pa praviloma izberejo tiste predloge, ki so najbolj prepričljivi. Nekatere priredbe francoske La Bible de Jerusalem so sledile francoske izdaje tako v pristopu prevajanja svetopisemskih besedil, kot v sestavljanju uvodov, opomb in dodatkov. Drugi so iz francoskega prevoda svetopisemskih besedil prevzeli le strukturo in vmesne naslove, prevod svetopisemskega besedila pa so izvedli na podlagi tekstno-kritičnih izdaj izvirnika. Približno pol stoletja je bila La Bible de Jerusalem v raznih jezikih osnova za lekcionarje in druge liturgične priročnike, ki so se uporabljali pri katoliškem bogoslužju. Po vzoru naših sosednjih držav smo se leta 2006 tudi mi odločili, da bomo z revidirane francoske jeruzalemske Biblije z leta 2000 prevzeli osnovno strukturo prevoda, prevod svetopisemskega besedila pa bomo izvedli samostojno iz izvirnih besedil na osnovi tekstno-kritičnih izdaj izvirnega besedila. Glede vmesnih naslovov, odlomkov v prevodu, glede uvodov, opomb, preferenc in preglednic pa smo se dogovorili, da bomo sledili francoski izdaji, a vse po potrebi priredili glede na prevajalske dileme našega jezika in glede na značilnost naše kulturne tradicije. Ta podatek je naveden na kolofonu v predgovoru in v glavnem uvodu v naš prevod Svetega pisma. Monumentalno knjigo smo končno opremili slikami iz zakladnice antične krščanske mozaične umetnosti s svetopisemskimi motivi. Izbor ilustracij je prijazno olajšal naš umetnostni zgodovinar dr. Damjan Prelovšek iz svoje osebne zbirke fotografij pokrajin in arheoloških ostankov znamenitih antičnih kultur na območju starega Bližnjega vzhoda in Evrope. Izbrane motive sva pretehtala skupaj, on pa jih je dal na voljo pro bono. Naš pristop v prevajanju svetopisemskih besedil iz izvirnega in jezika in v prirejanju uvodov, opomb in preglednic v novem prevodu odraža jasno odločitev za celostno predstavitev vsebine in oblike svetopisemskih besedil. Poglavitni cilj našega projekta bi lahko strnili v 6 točk. Prvič, večja točnost prevoda na splošno. Drugič, povečano upoštevanje svetopisemskih literarnih vrst, sloga in retorike. Tretjič, popolno poenotenje stalnih besednih zvez in citatov iz stare zaveze v novi zavezi. Četrtič, popolno poenotenje besedišča tehnične narave. Petič, relativno poenotenje besedišča teološke narave. Šestič, dosledna standardizacija lastnih imen. Zdaj pa beseda zahvale. Ob izidu končne oblike novega komentiranega prevoda Svetega pisma ne omenim, da je delo potekalo v okviru programskih raziskovalne skupine, ki sem jo
do leta 2017 vodil jaz, po letu 2017 pa jo vodi profesor dr. Irena Avsenik-Nabergoj. Naša programska skupina se osredotoča na raziskovanje judovsko-krščanskih virov. Ob tem sadu vzajemnega skupnega prizadevanja bi se v vlogi glavnega urednika želel zahvaliti vsem sodelavkam, sodelavcem, prevajalcem, lektorjem in drugim sodelavcem za predano in složno sodelovanje. Ta rezultat raziskovalne skupine je zgodba o uspehu, ker so vsi sodelavci sodelovali z veseljem in složno zavestjo posebne odgovornosti pred domačo in svetovno javnostjo. V predgovoru k prevodu so vsi sodelavci navedeni po njihovi kvalifikaciji, po vlogah in po deležu opravljenega dela. Prevajalci po abecednem redu so Milan Holc, Jože Kraševec, Maksimilijan Matjaž, Marija Karmela Palmesano, Miran Špelič, Bogomir Troš, Terezija Snežna Večko, Janez Zupet. Lektorji in drugi sodelavci so Alenka Arko, Irena Avsenik-Nabergoj, Rosana Čop, Mirjana Filipič, Karmen Kendaješ, Verena Koršič-Zorn, Stane Okorn, Lucila Palulevič, Barbara Rodošek, Peter Weiss, potem pa imamo še avtorja fotografij, ki sem ga že omenjal, Damjan Prelovšek. Posebej bi želel tu poudariti vlogo gospe Vite Lukeš, ki je skrbela za oblikovanje, za katere ni konkurence, in gospoda Uroša Čudna, ki je skrbel za grafično pripravo besedila. Na tem mestu ne morem navajati deleža vseh, obstajajo pa posebni razlogi za bolj natančno predstavitev deleža nekaterih sodelavcev. Najprej ne navedem vodjo programske skupine, profesorico dr. Ireno Avsenik-Nabergoj, ki je po končani diplomi iz slovenistike leta 1995 kot lektorica sodelovala še v sklepni redakciji slovenskega ekumenskega prevoda Svetega pisma. Potem je zelo kakovostno lektorirala nekatera monumentalna dela iz področja biblicistike. V okviru programske skupine se je potem osredotočila na raziskovanje splošne literarne kritike, še posebej pa značilnost osnovnih literarnih oblik v Svetem pismu. Najvidnejši rezultat njenih raziskav te vrste je njena monumentalna monografija, ki je šla leta 2020 pri mladinski knjigi naslovom Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovski krščanski kulturi. Njeno raziskovanje na področju literarne kritike je veliko pripomoglo temu, da se je v celotni skupini sodelavcev utrjevala zavest, kako pomembno je v prevajanju Svetega pisma upoštevati načelo interakcije med vsebino in obliko v izvirniku in prevodu. Tako je končno postalo samoumevno, da ima naš novi prevod Svetega pisma specifiko literarnega prevoda. S svojimi bogatimi študijami o mestu Svetega pisma v svetu literature in splošne kulture profesor Irena Avsenik-Nabergoj zapolnjuje vrzel, ki je pri nas skrb kričeča. Zato lahko sklepamo, da bo te študije ohranile trajno vrednost. Med prevajalci stare zaveze naj posebej omenim pomembno vlogo zdaj še pokojnega patra magistra Milana Holca, ki je ves čas dela na tem projektu utrjeval edinost med sodelavci in je ustrezno utemeljeval pravičnost in prednosti tega komentiranega prevoda, ki pomeni pomemben presežek v primerjavi s prejšnjim ekumenskim prevodom. S tem je veliko pripomogel temu, da imamo zdaj končan uradni prevod Svetega pisma. Med prevajalci Nove zaveze sta v složnem delu od vojne prevedla večino Nove zaveze izredni profesor dr. Maksimilijan Matjaž in docent dr. Miran Špelič. Najprej sta prevedla Evangelije že pred
13-14 leti, v obdobju zadnje redakcije pa večino Pavlovih pisem, apostolska dela in razodetje. Posebej dalje omenim magistro Vereno Koršič Zorn, ki je za celotno izdajo Stare in Nove zaveze na osnovi francoske jeruzalemske izdaje in nekaterih drugih evropskih standardnih prevodov pripravila preverjen izpis vseh referenc, ki so tiskane na robu vsake strani, do celotno svetopismo. To ogromno delo je zahtevalo več let natančnega asketskega dela. Posebno zahvalo dalje dolgujemo urednici na Glasbeni matici, gospe Luciji Pavlovič, ki je v zadnjih 7 letih večkrat prebrala vse datoteke prevoda, uvodov in opomb pod vidikom sprejetih pravil, da smo na ta način v sklepni redakciji zadnjih 2 let dosegli optimalno harmonizacijo vseh deležev, vseh sodelavcev v enotnem sistemu. Zelo pomembno vlogo pa je od začetka do konca opravila tudi oblikovalka prevoda gospa Iveta Lukeš, ki je ob sodelovanju s tehničnim izvajalcem preloma Urošem Čudnom skrbela za vzorno obliko celotnega prevoda in je pogosto pri tem opazila tudi vsebinske neusklajenosti. Zdaj pa nekaj besed za sklep. Francija je s komplementarnim komentiranim katoliškim prevodom La Bible de Jerusalem in ekumenskim prevodom dosegla komplementarnost 2 modelov prevoda svetopisemskih knjig, predvsem pa 2 modelov pisanja uvodov in opomb pod zgodovinskim, jezikovnim, literarnim in teološkim vidikom. S tem sta cerkev in civilna družba postala bogatejša za plodovito izkušnjo dialoga. Francoski vzor smo v Sloveniji zelo uspešno prilagodili našim razmeram. S komplementarnostjo 2 modelov smo postali bogatejši, kakor bi bili z enim samim, ki bi dajal vsaj videz monopola in ekskluzivizma. V tej zgodbi o uspehu lahko vidimo simbolno znamenje odklanjanja razdorov na vseh področjih znanosti, umetnosti in duhovnosti, in sicer na področju vseh družboslovnih, humanističnih, naravoslovnih in tehničnih ved. Resni in odgovorni znanstveniki v skupno dobro tvorno sodelujejo v raziskovanju komplementarnosti naravnih zakonov in se spoštljivo ustavijo pred neštetimi odprtimi vprašanji. Njihovo osnovno vodilo je želja, da v pluralnem svetu iščejo tiste temeljne skupne resničnosti in vrednote, ki nas združujejo in se izogibajo marginalnih ponudb, ki nas ločujejo. Hvala lepa.